Živijo, jaz sem Boštjan, sem intermedijski umetnik, sem rezident v laboratoriju od Pine oziroma Roka. Sem se kar domačil. Sem prvi, tako da stvari so še malo sveže, ampak mi je po svoje tudi to v redu. Imam svoj mir, ko sem sam pa tako. Tole je pa Jolbe. V bistvu je Jolbe Kastrolca. Ne vem, zdaj, ko je to moj foter tako včasih govoril, ti pa en Jolbe Kastrolca. Pa ne vem čisto točno, kje je on to pobral. Ampak takrat, ko sem začel pol delati, takrat je glih moj oče pol umrl, pa sem nekako zaradi tega tako dal moj ime, kar se mi je zelo smešno pa nekako povezano. Posvetilo, ali kaj bi tako ob tem rekel. Naslov projekta je Gospod Procesor, razumete življenje in v bistvu je tako nekako malo komično poigravanje s to temo umetne inteligence. Jolbe bo prva, kaj zvem, mislim, meni je to tako zanimivo, umetna neumnost. Evo, tako, če se že ugovara ful o umetni inteligenci, to pa umetna neumnost. No, nekako se mi je zdelo vnesti noter neke lastnosti človeka oziroma inteligence, da pove neko zgodbo, ki je malo drugačna, da Jolbe se začne zavedati in pol se takoj začne grdo obnašati oziroma se intoksikira. Ja, tako. Tako da nekako je tema, da je Jolbe pijan in se neprimerno vede. Gleda okoli sebe in se bo pol pelal okoli, malo plesal, prvi dance movie bi bil tako nekako, ne. Čeprav pol bo postalo to malo bolj raznoliko, no. Čisto tehnično gledano, koliko je v Jolbetu dejansko neke umetne inteligence oziroma temu, kar danes pravimo, tem algoritmom, ne bo prav toliko zelo veliko. Glavna stvar, ki je recimo, da se izogiba preprekam in to s pomočjo kamere, pol sprocesira to sliko in se odloča, lahko gre naprej, ali je to možno, ali se bo zaletel, pa se raje stran obrne. Tudi to, da sam stoji na dveh kolesih, a ne. Kolesa, ki sem jih uporabil, so od tega hoverboarda, te igrače, ki so bile nekaj časa ful popularne. Zdaj se, da mu da to neko živost, aktivnost, a ne, ker pač če vidiš, da stoji na dveh, pomeni, da on nekaj že dela, že tudi če sam stoji na miru, veš, da je nekako, da je aktiven, ne. Deluje pa to tako, robot ima tukaj noter ta, kako bi se temu rekel, po angleško se reče inertial measurement unit. V bistvu te senzori, ki jih imajo telefoni, a ne, ponavadi. Se pravi, giroskop, akcelerometer, ali pa tale tvoja kamera ima tudi to noter, ne. In zdaj on meri svoj kot in ko zazna, da pada naprej, pospeši s kolesi, da se poravna spet. In če pada nazaj, pač s kolesi v obratno smer gre. Zdaj, to je zelo tako poenostavljen. Ta del, da stoji naravnost, ni bil niti toliko težek, bolj mi je delalo težavo to, da lahko kontrolirano, če mu določiš hitrost, kakšno hitrostjo naj on vozi naprej, a ne. Zdaj ga jaz tukaj na roke, ampak pa bo on tudi to sam delal. In zdaj, da on lahko se pelje z enakomerno hitrostjo, ta del je malo težji, no. Ker sta v bistvu dva ločena krmilnika. En krmilnik skrbi za to, da je on pod nekim določenim kotom, potem pa je še en krmilnik, ki pa uravnava ta kot tako, da on ali pospešuje ali bremza, ne. Mislim, to se mi je zdelo nekako ključno za njegov karakter, ne. Tudi če robot, ki je pijan, ne, se mi zdi, da je zanimivo, da pol on lahko ga malo takole se lovi ravnotežje, ne, pa da se vidi, da mu ne gre najboljše, ampak če hočeš, da inscenira, da mu ne gre, mora pač seveda stvar res dobro delati, ker zato ima pa tale bel krogec tule. Ker bo treba vgraditi senzor kota
za razdaljo meriti, za 30 evrov, pa sem dal špego gor, tako da lahko meril okoli. Če bojo ljudje okoli njega, da se bo zelo upočasnil, ne. V smislu, pa tudi, ko bo plesal, recimo plesal bo samo, če ne bo recimo 2 metra okoli njega nobenega, ne. Zato, ker bo to pač malo bolj agresivno in če pride nekdo blizu, se bo vedno pač pol upočasnil, da ne ve, komu kaj naredil. Pomanjkljivost tega senzorja je, da sam meri na tej višini, ne, in pač pol ne vidi nič na tleh z njim, ne. Medtem ko ta kamera pa vidi precej, vidi pod kolesa, širokokoten objektiv je, mislim, da ima 220 stopinj je field of view. Ker pomeni, to je meni sploh čudno, da je sploh možno imeti objektiv, ki nazaj gleda, ampak sem mogel dati tazga. Ker pač situacije so tudi, da zdaj lahko klele pride neki na hitrca mu na poto, a ne, in mora videti pod noge. No, to rešuje pač ta nevronska mreža. Ta del v bistvu dela to, kar bi danes prav umetna inteligenca. Mislim, ok, jaz sem zdaj zaenkrat to rešil tako, da rešujem to s kvalifikacijo, ali kako se reče, ja. Fotografije. Tako, kot lahko nevronsko mrežo streniraš, da prepozna, ali je na sliki jabolk, ali je na sliki hruška, ali je na sliki ne vem kaj, ne. In to tako narediš, da mu daš veliko slik hrušk in veliko slik jabolk in veliko slik, na katerih ničesar od tega ni. In potem se nevronska mreža nauči to prepoznati. Za tega robota pa v bistvu prepoznava slike, na katerih je prepreka ali na levi, ali na desni, ali pa je ni, recimo, ali že tako poenostavljeno. In pač, ko mu narediš veliko fotografij, na katerih je prepreka kakršnakoli zdaj na levi, ali pa pol še veliko fotografij, na katerih je prepreka na desni, se on počasno nauči, da šteka, da oceni to, kar vidi s kamero, kot situacijo, ki pada v eno od teh kategorij. Zdaj, ko se trese, pa zato, ker prehiter se premisli. Bo zvočno malo še bolj živahen. On igra posamezne črke besed, stvari, ki jih uspe prepoznati. Malo sem prej narobe rekel, da nevronske mreže uporablja samo zato, da se izogiba stvarem, uporablja tudi zato, da lahko najde ljudi. Ker pač hoče, da ima neko določeno interakcijo z ljudmi in če hoče, da ima interakcijo, mora pač vedeti, kje so ljudje, da lahko jih zasleduje oziroma škropi in karkoli. In ta nevronska mreža, ki najde ljudi, mislim to, da se najde že eno naprej strenirano mrežo, ima 91 klas, kar pomeni, da prepozna 91 različnih stvari. In robot, ko se pelje okoli, mislim, vse to je zdaj provizorično, ne vem, če bo na koncu tako, ampak vse to, da nekaj dela zvoka. V bistvu on te stvari, ki jih prepozna, vsako črko teh besed pretvori v eno frekvenco in špila. In zdaj, ko stojim pred njim, on skozi ponavlja oseba, 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 oseba. Če ga se odmaknem, pol neha. Zdaj pa najbrž vidi stol, ker stol vem, da tudi prepozna, pa tipkovnico prepozna. Ali pa ne bo. Evo, to je pa tipkovnica. Ja, narejen je večinoma iz plastičnih materialov, kar je bilo tudi malo napaka, mislim, lahko sem to razložil zakaj, ampak meni se zdi tako zanimivo, da je tak prozoren, ker se mi zdi, da to izgleda malo bolj tak futurističen. Večinoma stvari je pa dejansko, vse kar je belega, je pa natisnjeno na 3D tiskalniku, no, ne vse. Mislim, vse kar je belega je dejansko natisnjeno, samo ne iz fizikskega materiala. To je PETG, to je pa mehko, zato je tako malo rumena plastika. Meni je super, jaz obožujem 3D printerje. Tudi naredil sem svojega, ta printer, ki ga kleglja še, tega sem sam zdizajniral pa izdelal. In večinoma, vse, kar je sprinterja na robotu, sem tudi na ta tiskalnik naredil. Če bi ga danes delal še enkrat, bi definitivno naredil, ne bi naredil ploščatega, ampak bi naredil tako, da ima nekaj volumna, ker to zelo pomembno je, no, da je tog.
kar se tega tiče, zaradi samega lovljenja ravnotežja. Zdaj ne bom tega več, mislim, ne bom tega spremenil, sem še delal, če bi lahko mogoče ga tako nekako ujačal, ampak mi je tako všeč, tako kot je, da najbrž bom kar nekako živel s tem, da pa raje naredil še enega drugega, ko bo ta končan, pa onega boljš.